Včeraj je bil pač poseben dan, ne? Je bil univerzalni dan človekovih pravic. Ne? In prav je, da se ga spominjamo in da to obeležujemo z današnjo proslavo. Društvo za Združene narode za Slovenijo obeležuje ta dan že od 50 let prejšnjega stoletja, ko je bil še praktično to društvo edini forum, ki je opozarjal na ta pomemben dogodek. Po osamosvojitvi Slovenije se je vse spremenilo, razmere so drugačne. Danes skoraj ni dogodka, da ne bi v sebi nosil neko sporočilo o pomembnosti človekovih pravic. In dobro, in prav je tako. Človekovo dostojanstvo je tako pomembna vrednota, da nima nikoli preveč pozornosti. Letos žal ne moremo imeti proslave tako, da bi se srečali v živo, kot je to bil običaj vsa pretekla leta. Letos se moramo srečati in srečevati nadaljavo. Naj vendarle ob tem seveda dam zahvalo vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so se vendarle potrudili in organizirali to proslavo nadaljavo. Pandemija COVID-19 je globoko zarezala v človekovo skupnost, v človeško skupnost. Verjamem pa, da jo bomo premagali vsi skupaj. Pandemija pa je razgalila in nakazala pravzaprav tudi na številne zadeve, ampak med temi naj poudarim predvsem dve. Prvo, kako pomembni so Združeni narodi in njihovo delovanje, in drugič, kako pomembne so univerzalne človekove pravice. O tem bo danes potekala beseda in diskusija in ob našem spominjanju na pomembnost te teme človekovih pravic upam, da bomo slišali dosti zanimivih misli, idej in sporočil. Sodelovanje Društva za Združene narode ima bogato zgodovino sodelovanja z Uradom Varuha človekovih pravic in od njegove ustanovitve pravzaprav. Zato mi je danes posebno čast in zadovoljstvo, da lahko na današnjem dogodku pozdravim kot slavnostnega govorca gospoda Petra Svetino, varuha človekovih pravic. Seveda pa nestrpno pričakujem tudi vse ugledne sodelavke in sodelavce današnje proslave, njihove misli in opozorila ob tem pomembnem dnevu. Ostanite mi vsi zdravi. Spoštovani gospod Peter Svetina, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovani gospod profesor, cenjene in spoštovane gospe, gospodje, lepo pozdravljeni. Včeraj, 10. decembra, smo obeležili Mednarodni dan človekovih pravic. Na ta dan je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948 sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic, ki je vsem priznala dostojanstvo in neodtujljive pravice, do katerih je vsakdo upravičen kot človek, ne glede na barvo kože, vero, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo, lastnino ali drug status. Čeprav se letos zdi, da to ni čas za praznovanje, saj ga obeležujemo v času posebne negotovosti in zaskrbljenosti zaradi pandemije koronavirusne bolezni, pa nam vseeno ne sme zmanjkati optimizma in zavedanja, da je prav vsak od nas del skupnosti. COVID-19 je pretresel naš svet, nas postavil pred velike izzive in povzročil številne vrzeli v uresničevanju človekovih pravic, a vendar sem prepričan, da ga bomo premagali in zopet zaživeli, kot si vsi želimo. Žal je dejstvo, da je v tem trenutku naš zdravstveni sistem preobremenjen.
Povečalo se je nasilje v družini, narašča neenakost, številni pa se soočajo s stiskami zaradi bolezni, pomanjkanja socialnih stikov, izgube službe in izzivov, ki jih prinaša šola na daljave ter usklajevanje družinskega življenja. Zdravstvena kriza je prinesla tudi družbeno-ekonomsko krizo. Tisti, ki so bili že prej ranljivi, so danes še bolj. Pričujoči dogodek, katerega namen je nasloviti stanje človekovih pravic in prihodnje izzive s poudarkom na vključujočem izobraževanju ter globalnem učenju, četrtem cilju trajnostnega razvoja, je v tem času zelo aktualen. Epidemija ovira učenje vsem otrokom, še posebej pa najbolj ranljivim in marginaliziranim. To na primer pri varuhu človekovih pravic ugotavljamo za številne romske učenke in učence v Sloveniji. Ob že tako slabih socialno-ekonomskih razmerih, bivanju v naseljih brez dostopa do elektrike, življenju v revščini, pogosto nepismenosti staršev, so se ti otroci zdaj srečali še s šolanjem na daljavo, ki v veliki meri temelji na dostopu do informacijske tehnologije in predvideva, vsaj pri mlajših šolarjih, aktivno udeležbo staršev. Kljub prilagoditvam in posebnemu trudu, ki so ga šole vložile v podporo romskim učenkam in učencem, pa je jasno, da so romski otroci pri šolanju v tem času soočajo še z večjim pomanjkanjem, dodatnimi in posebnimi izzivi, ter da so primerjalno izrazito slabšem položaju. Na vlado smo naslovili tudi apel in svojo skrb glede izključenosti otrok s posebnimi potrebami. Za nekatere šolanje na daljavo zagotovo zaradi njihove narave ovir namreč ne more zadostiti tisti meri in dovolj gotovo nadomestiti šolanje na lokaciji. Razlike med otroki glede njihovega dostopa do izobraževanja in uspešnosti se šolanje na daljavo žal še povečujejo. V tem času pa je še kako aktualno govoriti o izobraževanju, o človekovih pravicah ter globalnem učenju. Da bi si po epidemiji v celoti opomogli in zgradili svet, kot si ga želimo, svet, ki je bolj odporen, pravičen in trajnosten, bomo morali aktivno vlagati v odpravo vrzeli v uresničevanju človekovih pravic. Pri tem pa bomo na prvo mesto morali postaviti strpnost, sočutje in človečnost. Čeprav se v tej izkušnji včasih počutimo same, pa vendarle nismo ločeni in izolirani, temveč smo del večje človeške izkušnje, za katero si srčno želim, da nas ne bi tako delila, ampak bolj povezovala. Da bi drug drugega videli kot enakopravne partnerje in ne kot nasprotnike, da bi se bolj spoštovali in drug drugemu bolj prisluhnili, se slišali ter povezovali in sodelovali za skupne cilje. Ozaveščanje o človekovih pravicah je prvi korak k preprečevanju kršitev in zlorab človekovih pravic. Izobraževanje o človekovih pravicah spodbuja vrednote spoštovanja, vključevanja, nediskriminacije, sodelovanja, odgovornosti in enakosti. Poudarja našo skupno človečnost nad našimi individualnimi razlikami ter gradi družbo, v kateri je vsak od nas opolnomočen, da soustvarja in spodbuja univerzalno kulturo človekovih pravic. Globalno učenje pa prispeva k zavedanju resničnosti globaliziranega sveta ter spodbuja k uresničitvi pravičnejšega sveta, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse. In to potrebujemo, vse bolj. Ne samo, da si bomo bolj uspešno pomogli po pandemiji, skupaj s solidarnosti, ampak tudi zaradi porasta nestrpnosti in sovražnosti, ki smo jo priča v zadnjih letih. Čeprav izobraževanje ne more prevzeti izključne odgovornosti za odpravo nestrpnosti, pa lahko mlade pouči o nevarnostih kulturne pristranskosti in stereotipov ter igra pomembno vlogo pri spodbujanju spoštovanja, kulture miru in enakopravnosti. Prepričan sem, da mora na področju izobraževanja o človekovih pravicah Slovenija narediti več in to na vseh področjih, tako na področju izobraževanja javnih uslužbencev, novinarjev, otrok in mladih, kot tudi pri ozaveščanju splošne javnosti. Tudi inštitucija varuha bo na tem področju naredila še dodatne korake. Ob letošnjem svetovnem dnevu otroka, recimo, smo tako pripravili plakata s sloganom Če vidiš krivico, uporabi pravice, ki smo jo poslali po vseh osnovnih in srednjih šolah. Z njima osveščamo o človekovih pravicah, mlade vabimo k ukrepanju, če menijo, da so njim ali komu drugemu kršene, in jim sporočamo, da smo tukaj za njih.
Pedagoškim delavcem pa predlagamo, da v teh tednih spodbudijo razmislek in razpravo o pomenu človekovih pravic, pravice do izobraževanja ter o dopustnosti in sorazmernosti omejitev človekovih pravic. V teh časih, ko uživanje marsikatere človekove pravice ni več samoumevno, se moramo o njih pogovarjati še več. Spoštovane in spoštovani, za konec bi vam rad čestital ob dnevu človekovih pravic. To je dan nas vseh. Človekove pravice so nam bile pridobljene, ob tem dnevu pa se še posebej spomnimo in se opomnimo, da jih moramo budno braniti. Želim vam uspešno razpravo in vse dobro vam in vašim najbližjim. Današnji program je zastavljen tako, da bo po uvodnih predstavitvah globalnega učenja in rezultatov ankete ob 75. obletnici Organizacije Združenih narodov o prihodnosti sveta sledila razprava o stanju človekovih pravic in prihodnjih izzivih s poudarkom na kakovostnem izobraževanju, torej na 4. cilju trajnostnega razvoja. Kot je bilo danes že poudarjeno, je namen današnje proslave nasloviti stanje človekovih pravic in prihodnje izzive s poudarkom na vključujočem izobraževanju ter globalnem učenju, torej na 4. cilju trajnostnega razvoja. Človekove pravice, vključno s pravico do izobraževanja, so ključnega pomena za udejanjanje trajnostnega razvoja. Cilji trajnostnega razvoja, ki so jih države članice OZN sprejele leta 2015 v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030, temeljijo na mednarodnopravnih zavezah s področja človekovih pravic in zagotavljajo priložnost za nadaljnji napredek pri uresničevanju človekovih pravic vseh ter povsod po svetu. Današnji dogodek poteka v okviru projekta Bridge 47 in projektni konzorcij 15 partnerjev si prizadeva krepiti povezovanje ljudi in pa mobilizirati civilno družbo po vsem svetu, da bi s pomočjo globalnega učenja odigrala svojo vlogo pri zavzemanju za globalno pravičnost in odpravljanju revščine. Aktivnosti projekta v Sloveniji sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve. Zato bi uvodoma povabila Živo Kavka Gobo k orisu globalnega učenja v Sloveniji. Živa, izvolim. Ja, hvala, Adriana, lep pozdrav. Kot je bilo že povedano, jaz sem Živa Kavka Gobo, sem drugače predsednica društva Fokus, to je društvo za sonaraven razvoj, kjer povezujemo, poleg dela na okoljskih temah, povezujemo tudi okolje in človekove pravice, torej vidik človeka in vidik njegovega okolja. Sem tudi predsednica sveta Sloge, spremljam pa že nekaj let tudi v bistvu razvoj globalnega učenja v Sloveniji. Razvoj globalnega učenja v Sloveniji, kot ga poznamo danes, se je zares ustoličil z pomembnim dogodkom, ki se je zgodil leta 2008, torej že kar nekaj časa od danes, ko smo v bistvu v skupini ljudi, ki se ukvarjamo z različnimi oblikami izobraževanja, predvsem neformalnega izobraževanja in različnih nevladnih organizacij, preko sodelovalnega vključujočega procesa definirali besedo globalno učenje. Predtem se je v bistvu govorilo na različne načine o besedi. Najprej je izhajala z besede development education, torej učenje za razvoj, in je prišla pot do izraza, ki ga uporabljamo danes. V angleščini se je začel uporabljati danes tudi global citizenship education, vendar smo po razpravi v Sloveniji, v delovni skupini za globalno učenje, ki deluje v okviru Sloge, tudi že ves ta čas sklenili, da bomo nadaljevali z uporabo globalnega učenja. Zakaj je pomembno za začetek zakaj je pomembno poimenovanje? Namreč prišli smo kar velik del poti iz učenja za razvoj, ko se je v bistvu razvoj uporabljal kot nekaj končnega, nekaj definitivnega, nekaj dobrega, kot nekaj, kar smo mi, torej kot nekaj, kar gre na poti k naši obliki družbe. Takrat se je govorilo tudi o državah v razvoju, govorilo se je o državah, ki so najmanj razvite, in nas se je definiralo kot razvite države. Takrat je to že v bistvu kritizirati že s samim izrazom, saj to nakazuje na nek način rangiranja. Torej mi kot tisti, ki smo boljši, ki pričakujemo od vseh tistih, ki so drugi in drugačni od nas, da bojo šli enako razvojno pot, kot jo smo naredili mi, in da se bojo pridružili nam. Torej, da bojo postali to, kar smo mi, ker so sedaj nekaj manj. Zato je tudi v bistvu en vidik, ki je zelo pomemben pri globalnem učenju, je ta, da prevprašuje načine razvoja. Namreč
Naš način razvoja je pripeljal do tega, da so v bistvu človekove pravice v naših družbah veliko bolj spoštovane kot v marsikateri drugi družbi po svetu, vendar je to tudi na račun drugih družb po svetu. To pomeni, za uresničevanje naših pravic smo v bistvu zlorabili marsikatero pravico drugih, tistih, ki jih ne vidimo neposredno. Zato je v bistvu pomembno globalno učenje in pomembno tudi poimenovanje kot tako, da ne govorimo več o tem razvojnem privilegiju ali ne. Torej, od 2008 do sem smo nekako prehodili v različne oblike. Prišli smo tudi za koncev do nekih ključnih dokumentov v sodelovanju z različnimi akterji, bodisi ministrstvi, predvsem zunanjim ministrstvom in drugimi izobraževalnimi organi, institucijami na državni ravni. Prišli smo do tega, da smo skupno definicijo izoblikovali, da smo pripravili smernice in strategijo globalnega učenja. Še vedno pa nismo na to stopni, ko bi imeli globalno učenje kot tisto, ki je relevantno in priznano na institucionalni ravni. Sedaj je bolj ali manj odvisno od posameznikov, ki so jim te teme blizu. Torej, v bistvu globalno učenje kot tako, kaj sploh je, v bistvu kaj je posebno? Posebno je to, da v bistvu govorimo o ozaveščanju, govorimo o razumevanju in govorimo konec koncev tudi o opolnomočenju. Ponavadi, ko govorimo z otroci ali pa z odraslimi, ko izvajamo aktivnosti, delavnice globalnega učenja, je eno izmed prvih stavkov, ki jih izrečemo, ponavadi je to, da nobeno vprašanje ni neumno, vsako mnenje šteje in vsak od nas nekaj znanja ima. Šele, ko to znanje združimo in se upoštevamo kot enakovredne partnerje, lahko potem stopimo en korak naprej in podajamo informacije, ki jih bomo potem aplicirali na to, da bomo aktivno delovali v naši družbi. Da bomo znali znanja, ki jih dobivamo, uporabiti na različne načine, ne zgolj v zaprtih settingih, ampak enostavno zato, da bomo v naši družbi aktivno prispevali k temu, da bo svet boljši. Da bomo govorili o tem, kako smo povezani, da bomo govorili o tem, kaj vse lahko spremenimo, da bomo razmišljali, odprli našo domišljijo in razmišljali širše od okvirov, v katerih so nam dani in poznani, in razmišljali o družbi, v kateri si želimo živeti, ter korakih, na kakšen način želimo tako družbo doseči in k njej prispevati tudi sami. Globalno učenje kot tako v bistvu ne pomenijo samo vsebine, o katerih govorimo. Vsebine so v bistvu zelo široke, so človekove pravice, podnebne spremembe, migracije, otrokove pravice, problem potrošništva konec koncev. Cela paleta teh tem, ki se vključujejo. V bistvu je, da se te teme povezujejo in govorimo o tem, da ne moremo ene od druge ločiti. So pa tukaj pomembne tudi metode. So metode, ki govorijo o tem, da je znanje tisto, ki se lahko bolj usidra v nas in ki lahko spodbuja ljudi, da potem so aktivni, se povezujejo v skupnosti. So metode tiste, ki lahko to spodbujajo. To pomeni, da vključujemo, kot sem že z vprašanjem nekako nakazala, znanje različnih ljudi enakovredno, poudarjamo, da lahko skupaj dosežemo več, poudarjamo, da je pomembno se oglašati, pomembno spraševati, pomembno prevpraševati in konec koncev kritizirati in sprejemati kritiko, ker le na ta način lahko prihajamo do novih idej in odpremo svoje oči in načine dela v načine, ki si jih tudi sami želimo. Poudarja to, da v bistvu znanje ni dokončno, da znanje se ne konča, učenje se ne konča s tem, ko se nekaj naučimo, ampak se v bistvu celo življenje učimo. Lahko se učimo v razredu, lahko se učimo na dogodkih, lahko se učimo konec koncev, ko gremo na sprehod in se pogovarjamo z znancem ali pa morda tudi mimoidočim neznancem. Je aplikativno, uporabno, je povezovalno, je kritično, ampak kritično v smislu, da iščemo rešitve. Je torej učenje delovanje, ki govori o tem, da smo soodvisni globalno, ne samo v naših majhnih krogih, govori o vzrokih in posledicah, da lahko povezujemo, o solidarnosti in pravičnosti. Govori o človekovih pravicah, ki so širše, kot so pravno definirane, ampak dodaja v bistvu vidike pravičnosti. Pomeni, da če govorimo o človekovih pravicah, ki so pravno formalno definirane, je potrebno k temu dodati sodobne razmere, kaj se v bistvu danes dogaja v svetu. To pomeni recimo poudarek na dostojanstvu, poudarek na pravičnosti, ko govorimo o načinih potrošnja. Poudarek je na okoljskih pravicah, poudarek je na pravicah okolja konec koncev, ne samo človeka, in o okoljskih pravicah, podnebnih pravicah, ki jih imajo ljudje po svetu in so v bistvu kršene zaradi našega načina življenja.
In je v bistvu, to je v bistvu tisto področje, ki nekako bi moralo komplementirati pravne oblike, ki zagotavljajo izvrševanje teh pravic. Sicer so na recimo evropski ravni, tudi na nekaterih nacionalnih ravneh, že nekateri procesi, ki skušajo zagotoviti, da bodo v bistvu človekove pravice in širše pravičnost zagotovljene na globalni ravni. To so recimo različne tožbe, ki se dogajajo in zahteve, naprimer na Nizozemskem, ko so dejansko je sodišče prisodilo, da mora Nizozemska kot država sprejeti močnejše ukrepe na področju podnebnih sprememb. Konec koncev je postopek, ki zdaj poteka proti Shellu na sodišču, ker se je izkazalo, da je izobraževanje in globalno učenje ključnega pomena, saj je več tisoč ljudi stoji za temu, tako finančno, moralno in tudi v bistvu s svojim znanjem. To so v bistvu vse te stvari, za kar je potrebno. Potrebno je v bistvu tudi zaradi tega, da lahko podpremo politike, ki včasih mogoče nam kaj vzamejo, zato da v bistvu lahko na globalni ravni vsi skupaj boljše živimo, kar na dolgi rok pridobimo tudi sami. So recimo postopki, ki govorijo o tem, da bi bilo potrebno zagotoviti pravno odgovornost tistih, ki v svojih dobavnih verigah kršijo človekove pravice in dostojanstvo ljudi. Tudi če dostojanstvo ni vedno definirano kot pravno zavezujoč kriterij. Za vse to potrebujemo kritično misleče in sočutne in posameznike, ki jim je pravičnost pomembna. In za vse to se mi zdi, da je globalno učenje tisto, ki lahko močno osnovo naredi razumevanje ljudi in oblikovalce politik spodbuja k temu, da se zavedajo, zakaj početi in zakaj hočemo sploh pravičen svet in zakaj to ni pomembno samo za nas, ki smo tukaj, ampak širše globalno. Pa bom tukaj kar zaključila, namreč razprava bo šla še naprej. Ukolikor pa ima kdorkoli kakšen komentar in vprašanje, naj se potem že preko Adriane na načine, ki so bliže opisani, oglasi. Tudi jaz, konec koncev nisem se vedna, kot pravi globalno učenje, skupaj bomo naredili več. Hvala. Živa, najlepša hvala. Kot je bilo že omenjeno, v letošnjem letu obeležujemo tudi 75. obletnico ustanovitve OZN in ob tej priložnosti so Združeni narodi povabili k največjemu globalnemu dialogu o izzivih sodobnega sveta in prihodnosti, ki si je želimo. Zato bi povabila Urško Pliberšek z Društva za združene narode, da predstavi rezultate ankete ob 75. obletnici OZN o prihodnosti sveta. Adriana, hvala lepa za besedo. Začela bom v bistvu z nekaj osnovnimi podatki. Rezultati te ankete kažejo na to, da respondenti menijo, da imajo Združeni narodi zelo pomembno vlogo pri izgradnji boljšega sveta. Tako je odgovorilo 74% vprašanih, ki med drugim poudarjajo tudi, da je pomembno mednarodno sodelovanje za uresničevanje teh skupnih ciljev, ki smo si jih zastavili ali pa ki so jih tudi respondenti potem izpostavili kot prioritete mednarodne skupnosti. In s tem se strinja 82% vprašanih. Torej, kot si povedala, Adriana, to je največji globalni dialog. Na to anketo na vprašanja je odgovorilo več kot 1 milijon ljudi po vsem svetu, v Sloveniji okoli 370. Seveda še vedno lahko vsi skupaj sodelujemo in podamo svoje mnenje. Jaz pa sem to predstavitev nekako razdelila na 2 dela. Najprej bom povedala neke kratkoročne cilje, ki so si jih respondenti zastavili, potem pa dolgoročne cilje. Kot smo že večkrat danes slišali, smo v epidemiji COVID-19 in to je vplivalo na prioritete, katere naj bi imela mednarodna skupnost za njeno prihodno delovanje. In respondenti pravijo, da bomo najlažje in najbolj učinkovito okrevali po sami epidemiji COVID-a, tako da bomo okrepili dostop do zdravstvenih storitev, do varne, čiste pitne vode in ustrezne sanitarne ureditve. To se nekako pojavlja praktično po vseh regijah po svetu, se pa nekateri recimo izpostavljali še dostop do izobraževanja, skrb za mlade, nagovarjanje nedružbenih neenakostih, o katerih smo tudi danes že nekaj slišali, razmislek o globalni ekonomiji in pa globalno solidarnost, ter s tem povezano pomoč tistim krajem, delom sveta, ki jih je epidemija COVID-a najbolj prizadela.
Če še na kratko povem, kakšne so pa zdaj prioritete Evropejcev, torej nekih top 5 prioritet, ki so jih izbrali. Na prvem mestu je dostop do zdravstva, do zdravstvenih storitev, sledi razmislek o globalni ekonomiji in s tem lahko povežemo tudi naslednjega, to je spopadanje s klimatskimi spremembami. Na 4. mestu globalna solidarnost in na koncu dostop do varne, čiste vode in ustrezne sanitarne ureditve. Respondente so v nadaljevanju spraševali tudi potem, kakšni so pa dolgoročni cilji, ki bi jih naj mednarodna skupnost dosegla. Tukaj izpostavljajo za vsako regijo po svetu 3 take cilje. Če omenimo torej cilje za Severno Ameriko in Evropo, ti so pravzaprav enaki, gre za varovanje okolja, spoštovanje človekovih pravic in trajnostno naravnano proizvodnjo in potrošnjo. Potem pa po drugih delih sveta respondenti izpostavljajo še manj konfliktov, boljši dostop do zdravstvene oskrbe, boljši dostop do izobraževalnih možnosti in možnosti za zaposlovanje. Respondenti so seveda kritični ali pa menijo, da se bodo nekatere stvari v prihodnosti poslabšale, tako pravijo, da bo recimo okoljska situacija po svetu slabša, v skoraj 50%, nadalje v več kot 40% respondenti menijo, da se bo poslabšala torej revščina, da bo po svetu več revnih ljudi in da bomo imeli tudi slabše stanje glede vladne korupcije. Na drugi strani pa so pozitivno naravnani, oziroma mislijo, da se bodo zgodile neke pozitivne stope do izobraževanja, tako meni okoli 52% vprašanih, približno 50% meni, da bomo naredili naprej in zagotavljanja pravic žensk in potem recimo naslednja taka bi bila dostop do zdravstvene oskrbe in tudi skoraj v 50% respondenti mislijo, da se bo to v naslednjih 25 letih izboljšalo. Moja predstavitev je sicer zelo kratka, ampak mislim, da sem dala iztočnic za nadaljnjo torej razpravo. Urška, najlepša hvala. Vsekakor je v bistvu moje prvo oziroma uvodno vprašanje vsem govorkam in govorcu. Izhajam v bistvu iz te tvoje predstavitve rezultatov ankete o 75. obletnici Organizacije Združenih narodov. Vabim vas, da pogledate v prihodnost in si predstavljate svet, kakršnega si želite čez 10 let. Katere 3 spremembe bi želeli videti? In drugo uvodno vprašanje pa se nanaša na izbruh koronavirusa, ki je pretresel svet. Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice je ob dnevu človekovih pravic poudarila, da je dan človekovih pravic poziv k ukrepanju za izgradnjo odpornejšega, bolj trajnostnega in pravičnega sveta z odpravo diskriminacije, bojem proti neenakostim, krepitvi participacije in doseganjem ciljev trajnostnega razvoja, kar je v slavnostnem nagovoru poudaril tudi varuh človekovih pravic. Vprašanje govorkam in govorcu je, katera področja bi morala mednarodna skupnost prednostno nasloviti za čim hitrejše okrevanje po pandemiji. Pa bi k besedi povabila profesorico Sancin. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo in čeprav je bilo včeraj vseeno, upam, da ste lepo praznovali dan človekovih pravic in da se na človekove pravice ne spomnimo samo 10. decembra, ampak o njih razmišljamo vsak dan. Seveda, visoka komisarka za človekove pravice je, kot je Andrijana povedala, poudarila, kaj bi morale biti nekako prioritete naše družbe v prihodnjih letih. Ob tem pa je poudarila še nekaj, da nam pravzaprav izzivi današnjega časa ponujajo 3 možnosti, kako se lahko nanje odzovemo. Prva možnost je, da seveda ne naredimo nič kaj dosti in iz te krize izidemo še šibkejši, kot smo vanjo prišli in seveda zato še slabše pripravljeni na bodoče šoke, ki bodo zagotovo prišli. Glede na to, da, kot vemo, so vsaj podnebne spremembe neizogibno dejstvo, ki vpliva ne samo na
določene dele sveta, nekje seveda veliko bolj in tam se celotna ozemlja držav potapljajo in ljudje bodo kmalu ne ostali brez ozemlja lastne države, ampak tudi pri nas že čutimo učinke podnebnih sprememb, če samo malo opazujemo vreme, lahko to z gotovostjo potrdimo. Se pravi, lahko nič kaj dosti ne naredimo in seveda to pomeni, da bo naslednji šok še resneje prizadel našo družbo in vse nas. Lahko se seveda na vso moč borimo za to, da bi se nekako vrnili po tej pandemiji v neko normalno stanje, ampak kot ugotavlja visoka komisarka, to normalno stanje nas je pravzaprav pripeljalo v to krizo, v kateri smo se znašli. No in potem je tu na srečo še tretja možnost in ta tretja možnost nam v bistvu vliva upanje, da se lahko pravzaprav za situacijo začnemo soočati resneje, odgovorneje, z polnim spoštovanjem vseh temeljnih univerzalnih človekovih pravic in si zatorej skupaj opomoramo bolje. Visoka komisarka pravi, mi moramo si opomoč bolje, se pravi recover better. To je tudi njen slogan ob letošnjem obeleževanju dneva človekovih pravic. In mislim, da je zlasti ta kriza, v kateri smo se znašli zdaj zaradi pandemije, pokazala, tako kot je bilo izpostavljeno tudi že v govoru varuha človekovih pravic gospoda Svetine, da so tisti, ki so že tako ali tako najbolj izpostavljeni, ranljivi in šibki, v tej krizi še bolj prizadeti. In njihova prizadetost ima pa seveda povratne učinke na vse nas. Zakaj to poudarjam? Če pogledamo recimo, kdo so tisti delavci, ki so najbolj izpostavljeni zdaj v teh krizah, so tisti, ki si ne morejo privoščiti ostati doma, zato da družba lahko normalno deluje. Pa naj gre to za trgovine z živili ali pa recimo za delavce v zdravstvenih zavodih, v bolnišnicah, v vseh potrebnih službah za to, da lahko oskrbujemo recimo obolele in jim pomagamo. In nesorazmeren velik delež teh delavcev je žensk. In v tej krizi so bile nedvomno ženske nesorazmerno izpostavljene in prizadete. In poleg tega se je, kot je bilo že tudi poudarjeno, povečalo nasilje v družini. In to nasilje v družini posebej hudo prizadene tudi ženske in deklice. Zato recimo se mi zdi, da kljub temu, da je bil dosežen seveda velik napredek, če gledamo zadnjih 72 let, kolikor je stara splošna deklaracija človekovih pravic, na področju opolnomočenja žensk, na področju zagotavljanja njihove večje enakopravnosti, smo še daleč od željenega cilja. Zato bi si sama izjemno želela, da ne izgubimo izpred oči tega pomembnega dejstva in seveda vlagamo še veliko več naporov za to, da ne bodo zlasti ženske in deklice nesorazmerno trpele že tako ali tako neugodnih razmer, ki seveda prizadenejo celotno prebivalstvo. Se pravi, večji poudarek na pravicah žensk. Potem, ker je današnja tema posebej osredotočena na mlajše oziroma tudi na izobraževanje in seveda globalno učenje je relevantno za vse generacije, ne samo za mlajše, ampak kar se tiče zlasti pravic otrok do izobraževanja, tukaj se mi zdi posebej pomembno tudi opolnomočenje otrok in zelo me veseli, da se s tem Društvo za združene narode posebej ukvarja. Delila sem z vami povezavo na en priročnik, ki je bil izdelan z namenom opolnomočenja otrok, da se bodo lahko borili za svoje pravice, vključno seveda s pravico do izobraževanja. In da ne bomo govorili pa seveda samo o otrocih in mladih, se mi zdi posebej pomembno izpostaviti tudi, da velik del naših družb, zlasti v našem delu sveta, drugače je seveda v drugih delih sveta,
stvorijo starejši. In tudi v tej krizi se mi zdi, se je pokazalo, kako premalo pozornosti se posveča varstvu starejših in njihovih tudi temeljnih človekovih pravic. Nesorazmerno število obolelih in tudi na žalost smrti je prav v raznih zavodih, v katerih živijo starejši. In tu menim, da naša družba ni bila ustrezno pripravljena na ta izziv. Upam, da je bila to dobra šola in da bo v prihodnje večjo pozornost namenjala predvsem tudi varovanju pravic starejših in jim omogočala dostojno življenje. Namreč tudi Odbor za človekove pravice, katerega članica sem, je v svojem splošnem komentarju številka 36, se pravi komentarju pravice do življenja 6. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, posebej poudaril, da pravica do življenja ni samo pravica do fizičnega obstoja, temveč je pravica do dostojnega življenja. In razlaga dostojnega življenja se seveda razteza na vse segmente družbe, bomo rekli od najmlajših do najstarejših, in tega bi se morale seveda vse države, ki so se zavezale, da bodo obveznosti po paktu spoštovale, in teh je kar 173, se pravi zelo različna družba, zavedati in torej omogočati dostojno življenje vsem. Tako da, če bodo države, vključno z naše, v prihodnjih 10 letih še resneje pristopile k izpolnjevanju svojih že prevzetih, že obstoječih mednarodno-pravnih obveznosti, mislim, da bomo vsi, vključno s tistimi najbolj ranljivimi in najšibkejšimi, živeli čez 10 let v boljših razmerah kot danes. Toliko za uvod. Hvala lepa. Potem bi pa besedo predala gospodu Gašperju Hrastelju, direktorju Urada za UNESCO. Če govorim iz vidika moje pozicije ali pa UNESCO, več multilateralizma, ki je trenutno res mogoče v slabem položaju, če govorimo, pa ne govorim za našo vlado, ampak če govorimo za Ameriko, če govorimo mogoče za druge konce sveta, ampak multilateralizem bo pomagal glede človekovih pravic, da pridejo mogoče vsaj do neke platforme ali pa karkoli ali pa podpore, ker vsestransko sodelovanje je nujno in ga ne smemo pozabiti. To je ena stvar. Drugo, jaz bi se seveda več prizadeval za okolje, jasno. Vemo, da so bila prizadevanja, zdaj kriza glede zdravja ali pa zdravstva je mogoče malo prikrila, ampak se dela na tem tudi na multilateralnem področju. Upam, da bo to se nadaljevalo ali pa oziroma povečalo. Tretje pa je razum. Razum med državami. Jaz govorim, rabimo razum med ljudmi, jasno. V vsakem primeru, v krizi ali pa ne krizi, ampak potrebujemo tudi razum med državami. Zaradi tega, ker jaz se bojim, naprimer, če naprimer en gospod predsednik, ki je odhajajoč iz vlade ameriške, ki je še pripravljen mogoče stisniti na tisti gumb, ki bo povzročil recimo eno vojno med Iranom in Ameriko, jaz tega se bojim, zato ko to bo prikrilo vse, kaj se mi danes pogovarjamo, ko to bo lahko povzročil, jaz ne vem, karkoli. In razum med državami, jaz upam, da bo novi predsednik Amerike ali pa zdajšnji predsednik Slovenije, zdajšnja kanclerka Nemčije ali pa tudi japonski šef vlade in tako naprej, da bodo dovolj razumni in se pogovarjali in zaradi tega pa mogoče je pol čisto zaključni cilj
da se končno spet dobivamo lahko v živo. Ker ja, tole je fantastično, kaj mi delamo danes, da se slišimo takle online in da je to virtualno možno in to bo naprimer tudi en UNESCO sprejel za bodoče sodelovanje, ampak jaz mislim, stik med ljudmi, mislim, čez tega pač ne gre in to je boljš, kakor pač pritisniti en rdeč gumb nekje na eni armaturki ali pa kaj takega, ko je drug ne vidi. Hvala, Adriana, bom seveda sodeloval naprej. Najlepša hvala, Gašper. Pa bi predala besedo kar Alji Skele z UNICEF Slovenija. Alja, izvoli. Hvala, Adriana. Tudi če se majčkeno navezujem že na predhodne govorce, ko je bilo tudi omenjeno to normalno stanje. Predvsem bi si želela videti svet, ki se po pandemiji ne bo zadovoljil z vrnitvijo v tako imenovano normalno stanje, kot je bilo pred pandemijo, ker to normalno stanje ni bilo dovolj dobro za vse otroke in moramo imeti višje cilje. In zavedanje, da bolj ko zaščitimo ranljive skupine, bolj ko zaščitimo otroke in spodbujamo razvijanje njihovih potencialov in spodbujamo bolj pravično družbo z manjšimi vrzelmi, krojimo tudi tako prihodnost. Oziroma, če jim danes ne naslovimo dovolj pozornosti, si predstavljamo za reševanje v prihodnost. In če mogoče čisto na hitro pogledamo, kako se svet globalno sooča in pristopa k reševanju trenutnih okoliščin, so razvite države, se pravi najbogatejše države, OECD in EU, od februarja pa do konca julija letos namenile 10,8 bilijonov ameriških dolarjev finančne pomoči za blažitev posledice pandemije. In če pogledamo znotraj tega, je približno 90% bilo namenjenih za podporo gospodarstvu in zgolj le 2% te pomoči otrokom in družinam z otroki. In čeprav je podpora gospodarstvu seveda eden ključnih in pomembnih delov odziva na krizo, pa takšen odziv ne vključuje najbolj marginaliziranih otrok in njihovih družin. In to pomeni, da bodo te skupine najhuje prizadete, njihove ranljivosti pa se bodo še bolj poglobile. Treba je tudi povedati, da približno tretjina držav v prvem valu ni izvajala niti ene same politike, ki bi bila posebej namenjena podpori otrokom. Tiste države, ki pa so oblikovale neke ukrepe namenjene tem skupinam, pa so oblikovale le neke kratkoročne ukrepe, ki so pa v povprečju trajali 3 mesece in so zato neustrezni, ker ne odgovarjajo na dolgoročnost posledic krize. Tako da neke projekcije, ki jih mi vidimo, že kažejo, da naj bi stopnja tveganja revščine otrok vsaj še 5 let ostala višja od ravni, ki je bila pred pandemijo. Zato si že danes čim prej želimo videti, da se poleg podpore gospodarstvu krepi tudi socialna zaščita otrok, kar pa seveda mora vključevati kombinacijo ukrepov, kot so brezpogojne finančne podpore najrevnejšim družinam, dodatne finančne pomoči za prehrano, za varstvo, odlog plačila najemnin, stanovanjskih kreditov. Vse to z nekim jasnim namenom, da bodo lahko otroci in njihove družine lažje okrevali po tej krizi. Vsekakor je tukaj tudi pomembno izpostaviti, da varčevalni ukrepi naj se čim bolj ognejo socialni zaščiti in izdatkom za socialno zaščito, ker smo videli na podlagi izkušenj ekonomske in finančne krize pred leti, da so pravzaprav varčevalni ukrepi izredno poglobili ranljivosti. Rekla si 3 želje, ne? Eno od področij, na katerega bi si neizmerno želela biti ponosna čez 10 let, je, kako bi razvite države uspešno reševale migrantsko krizo, kako bi se standardi človekovih pravic udejanjali in kako zakonodaje ne bi bile več pisane iz nekega strahu pred izkoriščanjem sistema, ampak bi širile polje zaščite in pravzaprav humanizirale celoten proces migracij. To je tudi neko tako kompleksno področje, ampak brez spremembe v paradigmi, spremembe v našem razmišljanju ne bomo videli nekih ključnih premikov. Zagotovo bi se pa želela dotakniti tudi
področja vključevanja in sodelovanja z otroki. Nedavno smo obeleževali Svetovni dan otrok in 31 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. In seveda priznavamo pomembne napredke in dosežke v vseh teh letih, ki so bili narejeni. Ne moremo pa mimo pomembnih vrzeli in izzivov, ki še vedno ostajajo na naši poti. In premalo pravzaprav se naslanjamo in sodelujemo skupaj z otroki. Premalo jim pravzaprav zaupamo in jim dajemo premalo odgovornosti, da tudi sami nekako sprejmejo neko odgovornost pri oblikovanju sveta, ki je pred njimi. In tudi pravzaprav njihovo vključevanje še vedno prevečkrat sloni na nekih projektnih idejah in niso del sistemskega odzivanja pri zaščiti otrok. In vedno jim je pa zelo pomembno prisluhniti in zdaj niti nismo več presenečeni, ko nas pravzaprav navdušijo in šokirajo, pravzaprav kako zelo prodorni so. In eno zelo jasno sporočilo, ki je bilo predano ob 20. novembru, je bilo to, kar se je danes tudi že veliko govorilo. Želijo si spremembe v smeru strpnejše družbe. Družba, ki ne bi bila tako prežeta z negativnostjo, z nezmožnostjo premagovanja različnih pogledov, ki premore empatičnost in sprejemanje ljudi. Želijo si družbe, kjer se konflikti rešujejo na miren in odrasel način. In ne morete verjeti, kolikokrat je bilo v njihovih sporočilih izpostavljeno tudi to, kakšna je vloga voditeljev, kako pravzaprav so postavili neko ogledalo, kako zelo zaznavajo to negativnost, ki seka ven tudi na čist nekih vrhovih, kjer pričakuješ mnogo bolj odgovornega načina ravnanja. In če so mogoče tele želje, ki sem jih zdajle izpostavila, se mogoče slišijo prevelike, ampak če nas je kaj naučilo to leto, nas je naučilo, da se neke obstoječe paradigme in miselni vzorci lahko v hipu spremenijo in prilagodijo. Zato mislim, da nobeno področje, nobena želja ni nedosegljiva ali pa nemogoča, je pa pomembno pravzaprav, da spremenimo način delovanja in pristopa. Tako da to na kratko za uvod. Alja, najlepša hvala in predajam besedo Urški. Hvala. Tudi jaz se bom najprej navezala na samo epidemijo COVID-a, ki nam je pokazala v bistvu, da živimo v zelo neenakem svetu, pa naj si govorimo o neenakosti med državami ali pa o neenakostih znotraj držav. Seveda se je v zadnjih na tem področju tudi nekaj pozitivno spremenilo. Jaz recimo zdaj uporabljam Milanovićeve podatke, da se je med letom 1980 in 2008 zmanjšala neenakost med državami, kar pa ne nujno pomeni, da se je zmanjšala neenakost tudi znotraj držav. In če smo že pri izobraževanju, tudi varuh je na začetku poudaril, da pravzaprav smo ugotovili, kako neenake možnosti imajo otroci dostopati do izobraževanja zdaj v tem času, pa naj si gre za tehnološke možnosti ali za podporo, ki jo dobijo v družini, podporo socialnega okolja. Tudi sama v bistvu imam možnost delati s temi otroki in vem, kako veliko jim ta podpora pomeni, ampak hkrati pa naj bo tudi naš skupen cilj zagotoviti neke rešitve, da bomo v prihajajočih krizah, ne nujno zdravstvenih, lahko zagotovili večjo možnost in enakost možnosti dostopa do izobraževanja vsem otrokom. COVID-19 nam je pa tudi pokazal nekaj drugega, da lahko sicer z ustavitvijo gospodarstva, kot smo videli, pa ne pravim, da je to moja želja za prihodnost, ampak da lahko z drugačnim gospodarskim delovanjem pravzaprav pomagamo tudi okolju. Tako da moja naslednja želja je seveda absolutno lotiti se okoljske krize. Tukaj ni vredno izgubljati besed. Kot so tudi povedali respondenti v tej anketi o 75. obletnici OZN, potrebujemo nek razmislek o tem, kam gre naša ekonomija. Imamo en planet z omejenimi resursi, do katerega se moramo začeti obnašati odgovorno in tudi v smeri bolj trajnostno naravnane potrošnje in proizvodnje.
In spet smo lahko pri izobraževanju, se pravi, da z našimi izobraževalnimi aktivnostmi, kar bom v nadaljevanju tudi povedala, pomagamo zaveščati mlade generacije o teh torej globalnih problemih, pa tudi o v bistvu bolj ekološko naravnani, recimo potrošnji proizvodnji. Tako da naj bo to za uvod mogoče to. Najlepša hvala. Profesor Sancin, v uvodu ste se že dotaknili vpliva izbruha novega koronavirusa na uresničevanje številnih človekovih pravic in tudi varuh je v uvodnem delu izpostavil, da ukrepi v boju proti virusu pogosto korenito posegajo v temeljne človekove pravice. Pa vendarle, kaj menite, bo zdravstvena kriza v bistvu vplivala tudi na razvoj prava človekovih pravic, kaj bi lahko pričakovali na tem področju? Hvala lepa za to vprašanje. Sama menim, da je ta situacija z pandemijo morda še bolj izpostavila pomanjkljivosti sistemov po posameznih državah za polno uresničevanje človekovih pravic, tudi sicer v normalnih razmerah, če lahko temu to sploh tako rečemo, ne. In recimo tukaj se mi zdi tudi zanimivo in zgovorno to pogledati, kako so se države, na primer, pri soočanju s pandemijo odločale za začasno derogacijo posameznih človekovih pravic. Vemo, da ta možnost obstaja tako po Mednarodnem paktu o državljanskih političnih pravicah, pa recimo tudi v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah. No in tu je kar nekaj držav sprejelo določene ukrepe, ki so posegli v posameznikove človekove pravice, ne da bi razglasile izredno stanje, ki ogroža obstanek države, kot je to določeno v 4. členu pakta, kot predpogoj za to, da lahko država določene človekove pravice začasno suspendira. Brez da bi seveda to tudi notificirale generalnemu sekretarju in o tem obvestile ostale države članice, brez da bi navedle razloge za vse te omejitve in tudi čas, v katerem bodo te omejitve veljale. In torej na nek način ustvarile stanje, ki je do določene mere lahko zelo arbitrarno. No in v okviru odbora za človekove pravice recimo smo zdaj v tej času krize sprejeli tudi eno posebno izjavo, ki se nanaša prav na situacijo s COVID-19, ki je tudi objavljena na spletni strani odbora, za tiste, ki bi vas to zanimalo, v kateri posebej poudarjamo, da seveda ni nujno, da država suspendira določene pravice in želimo si, da jih ne bi, vkolikor se seveda lahko za situacijo, ki ogroža morda zdravje in celo življenje ljudi, sooča na druge načine, ampak da mora v vsakem primeru, tudi če se ne odloči za suspenz, računati s tem, da bo morala pojasniti, zakaj so bili določeni ukrepi nujni in kako so bili sorazmerni. To se mi zdi ta dve ključni predpostavki, ki jih mora imeti država vedno v mislih, ko se odloča za kakršnekoli ukrepe, ki pomenijo določene posege v splošne, najbolj temeljne človekove pravice, da najprej pred njihovim sprejemom opravi test, ali je ta ukrep res nujen, torej ali ne morem enakega rezultata doseči z drugačnim ravnanjem in če se odločim za ta ukrep, ali je ta ukrep res sorazmeren za doseganje cilja, ki ga zasledujem. Ker tudi če gre za edini možen ukrep, ampak je ta še vedno nesorazmeren, je tak ukrep kršitev temeljnih človekovih pravic. In mislim, da bomo v prihodnjih letih priča številnim ocenam strani za to pristojnih institucij na univerzalni ravni, kot tudi po regionalno, po posameznih regijah pred sodišči, ki so ustanovljena za varovanje človekovih pravic, kjer bodo seveda se morale države zdaj naknadno, če niso tega testa opravile pravočasno, soočati za pojasnjevanjem svojih ukrepov in
verjamem, da bodo mnogokrat soočene tudi z dejstvom, da bodo dolžne ponuditi ustrezne reparacije, ker je prišlo do posegov v določene človekove pravice. Tako da tu se mi zdi, da je včasih nekoliko premalo pozornosti namenjene, čeprav se seveda veliko krat mudi in je treba hitro odreagirati, ampak vendarle človekove pravice so tako pomemben steber naše družbe, da brez njihovega varovanja nikoli ne bomo dosegli ne blagostanja v tem ekonomskem smislu, trajnostnega razvoja, kateremu se države prizadevajo, še manj pa miru in varnosti. Prav posegi v človekove pravice, zlasti tisti, ki so še poleg tega diskriminatorni, ker kakršenkoli poseg mora še posebej paziti, da na noben način ni diskriminatoren, vodijo kot tisti najbolj zgodnejši kazalci nekih napetosti, ki lahko v najbolj ekstremnih situacijah pripeljejo tudi do najhujših grozodejstev, ki potem seveda rušijo mednarodni mir in varnost. Tako da se mi zdi, da je to ena od lekcij, ki se bojo morda nekatere države morale naučiti prepozno. Dobro bi pa bilo, da se tega začnemo posluževati vsak dan sproti, tudi za vse prihodnje ukrepe, ki jih ima še namen sprejeti tudi slovenska vlada. Najlepša hvala. Gašper, UNESCO si prizadeva spodbujati strpnost preko mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti in kulture. S katerimi aktivnostmi UNESCO prispeva k krepitvi kakovostnega izobraževanja tako po svetu in pa tudi v Sloveniji? UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Tako da pri nas v Sloveniji se ne zavedamo čist, ker smo mogoče doslej premalo promovirali UNESCO nasploh, ampak vsak misli, da je UNESCO isto kot svetovna dediščina, ali kulturna ali pa naravna. Je pa tako, da področje izobraževanja ima največji, kako bi rekel, vpliv ali pa segment v tej organizaciji je najbolj močan, ima največ zaposlenih, ima največ budžeta in tako da področje izobraževanja je pri UNESCO najbolj pomembno. To, kaj si ti zelo vprašala, ja, ima UNESCO na voljo ali pa oziroma na voljo, deluje na več segmentih oziroma nivojih, enkrat so to, jaz bi rad to izpostavil, ko mogoče to ni tako znano ali pa karkoli, ampak UNESCO ima svojo mrežo UNESCO pridruženih šol. To so šole, ki so lahko osnovne, srednje ali pa tudi celo vrtci, niso samo šole. Ampak v to mrežo se lahko vključi vsaka šola, ki si to želi, ki bi rada v kurikul dala noter UNESCO-ve cilje. In mi v Sloveniji imamo ogromno teh UNESCO pridruženih šol. Ja? Če primerjam to z Nemčijo, naprimer, ki ima 80 milijonov prebivalcev, mi jih imamo 2 milijona. Mi imamo 100 šol v tej mreži, oni jih imajo 170. Je kar zanimivo, ta podatek. Ja, seveda, mislim, kvantiteta nikoli ne daje tisto, ampak od teh 100, ki sem jih omenil na Slovenskem, je velika večina je osnovnih šol, ampak so neverjetno aktivne. Vsaj 2/3 od teh šol je zelo aktivnih, vključujejo v kurikule, se pravi svoje izobraževalne programe UNESCO-ve teme, tudi te teme, ki smo jih danes naslovili. Potem pa se vključujejo v mednarodne projekte,
Tako da to je fantastično, to je ena stvar. Druga stvar, ki jo UNESCO promovira ali pa podpira, je v bistvu odprto izobraževanje. Odprto izobraževanje v tem smislu, da je izobraževanje dostopno za vsakogar. Ko to lahko, oziroma to moramo smatrati kot človekovo pravico. In to, če vzamemo na primer afriški kontinent, ker nimajo na primer učenci tudi takrat, ko je ne korona čas, nimajo dostopa do šol, zato ko nimajo niti zgradb ali pa niti dostopa do laptopov ali pa karkoli. Veliko ljudi na afriškem kontinentu, tudi mladi, govorim učenci, imajo pač mobilni telefon. In tu govorim dostop do učnih gradiv, odprto izobraževanje s tem, da se digitalizira možnost, da se pride pač do učnih gradiv, pa ne govorim samo, da ima en afriški učenec ali pa en učenec iz Kenije ali pa karkoli, dostop do matematične knjige matematike ali pa karkoli, ampak da ima tudi dostop naprimer do predavanja iz Nemčije, iz Amerike, iz Kitajske ali pa karkoli in to prevedeno v njihov jezik. No, tem se posveča tudi UNESCO zelo svojimi odprtimi izobraževalnimi gradivi. Tretje pa je umetna inteligenca. Tudi UNESCO kot globalna organizacija se zelo posveča tej tematiki, jasno, je zelo popularna, je zelo živa zdaj trenutno, zato ko je to disrupcija tehnologije, predvsem v fazi pandemije zdaj trenutno. Nekateri to imenujejo četrta, nekateri imenujejo to peta tehnološka revolucija. Vemo, da vse tehnološke revolucije niso bile v tem smislu v dobro vseh ljudi na tem svetu, ampak vemo pa, da so vse tehnološke revolucije doprinesle ziher nek, kako bi rekel, napredek vsem ljudstvom na tem svetu. In isto bo z umetno inteligenco in tu govorim, UNESCO se sicer zelo fokusira na etične premise, kar se tiče razvoja umetne inteligence in tu bi pa rad na hitro omenil sam seveda ustanovitev mednarodnega centra raziskovalnega za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO, ki je nastal v Sloveniji in je bil ustanovljen 2. oktobra, to pomeni 8 tednov nazaj, in bo sigurno tudi pač naslovil tematike, ki jih danes pač naslavljamo. Dobro, to je to. UNICEF prispeva k zagotavljanju blaginje in enakih možnosti otrok povsod po svetu in kot si že omenila in tudi pač številni drugi govorke in govorci, je izbruh koronavirusa pomembno vplival na uresničevanje otrokovih pravic, vključno s pravico do izobraževanja. Prosila bi te za oris, skozi katere aktivnosti UNICEF prispeva k krepitvi kakovostnega izobraževanja po svetu in Sloveniji in pa seveda tudi za oris vpliva korona krize na pravico otrok do izobraževanja. Hvala, Adriana. Če mogoče začnem sploh s to aktualno temo in koronavirusom, predvsem v prvi vrsti in že od samega začetka močno poskušamo biti glasni, da opozarjamo, da pravzaprav to ni zgolj zdravstvena kriza in zato terja večplastnost ukrepanja. Zato reševanje trenutne situacije ne more biti usmerjeno samo skozi ukrepe, ki pomagajo zdravstvu, ampak se zavedajo tudi večplastnosti vpliva še posebej na otroke. Zato pravzaprav z veliko zaskrbljenostjo spremljamo slabšanje položaja otrok in dolgoročne posledice zaprtja šol.
Tudi v vsem tem času je bilo izvedenih kar nekaj raziskav in na podlagi podatkov smo oblikovali priporočilo, ki je bilo nedavno tudi poslano odločevalcem, da je potrebno vse napore usmeriti v možnost čimprejšnjega odprtja šol ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Namreč zapiranje šol lahko povzroči izgubo znanja in poveča razlike v dosežkih tudi v bogatih državah. Ne govorimo samo o državah v razvoju, kjer je to še bolj očitno. In na vrhuncu pandemije, letos aprila, je zaprtje šol vplivalo na učni proces 90% učencev po vsem svetu, kar predstavlja več kot 1,5 milijarde šolarjev. In moramo se zavedati, da to, kar je tudi že pred mano predstavnik UNESCO povedal, da so razlike v dostopu do šolanja in kljub hitremu odzivu in ponekod možnosti pouka na daljavo prek spletnih platform, televizije, tudi radija ponekod, te možnosti še vedno niso enako dostopne vsem. In podatki do junija 2020 letošnjega leta so kazali, da so pravzaprav otroci in države na severni polobli izgubile 40 šolskih dni, države na južni polobli pa 54 šolskih dni. S tem se povečuje tveganje za osip, otroci prejemajo slabšo kakovost znanja, izjemno negativni vplivi se kažejo tudi na psihofizičnem, socialnem in ekonomskem področju. Skriti vplivi pa vključujejo tudi zmanjšan zaposlitveni potencial in s tem pa tudi povečano stopnjo tveganja revščine. Majčkeno bi se dotaknila teh negativnih vplivov, zaradi tega, ker so nekateri tako zelo očitni. Nekaj je že bilo govora o tem danes, ampak obstajajo otroci iz družin, ki jim te družine ne nudijo podpornega okolja in so otroci, ki so žrtve nasilja, zlorab in vse to pravzaprav vpliva tudi na bistveno slabše duševno zdravje. Če so se otroci prej lahko umaknili v šolo, kjer so se lahko zaupali prijateljem, strokovnim sodelavcem, so v času pandemije kar naenkrat postali ujetniki svojih domov, ki niso za vse varen prostor. In tam imajo lahko le omejen dostop do pomoči in podpore. Zato je recimo ena takih aktivnosti, ki smo jo pripravili, smo za pedagoško osebje oblikovali poseben trening in smernice za prepoznavanje nasilja v družini, zanemarjanje in zlorabo otrok v času omejevalnih ukrepov. In presenetil nas je odziv strani pedagoškega osebja. Do zdaj smo uspeli izobražiti že preko 500 učiteljev in vzgojiteljev in vsi pravzaprav, bom rekla, zelo na glas izpostavljajo, kako zelo potrebujejo tovrstne krepitve kompetenc. Moramo se zavedati, da so pravzaprav učitelji in vzgojitelji v tem obdobju pravzaprav edini strokovni kader, ki še ohranja neko obliko rednega stika z otroki in zato predstavljajo ključno prvo linijo, ki jo je potrebno še dodatno okrepiti in jim ponuditi podporo pri detekciji ogrožajočih situacij za otroke. Želela bi se dotakniti tudi področja duševnega zdravja otrok. Podatki kažejo, da je približno 70% storitev za otroke in mladostnike na področju duševnega zdravja potekalo v zmanjšanem obsegu. Zakaj je pa to tako zelo alarmantno? Ker duševno zdravje mladih je pomemben napovednik zdravja odraslih. Ker se namreč kar polovica vseh duševnih težav začne pred 15 letom starosti, 75% vseh duševnih motenj pa se razvije do 25. leta starosti. In zato so otroci in mladi v trenutnih razmerah še posebej ogroženi. Predvsem tudi zaradi tega, ker večina primerov ostane neopaženih in nezdravljenih. Še en segment, ki je tudi izredno zaskrbljujoč, je vpliv šolanja na daljavo, in ustavitev nekih preventivnih in športnih programov se kaže na slabši telesni dejavnosti in slabših gibalnih sposobnostih otrok. To pa izpostavljam zaradi tega, ker telesna dejavnost otroke med drugim varuje tako pred tesnobo in motnjami razpoloženja, vpliva pa tudi na kognitivne sposobnosti in učni uspeh. In raziskava SLOfit, ki poteka na Fakulteti za šport, je septembra pokazala rezultate,
kakšne posledice je povzročilo omejevanje telesne dejavnosti na otrocih in govorimo samo pravzaprav o obdobju dvomesečne odsotnosti teh programov. In ugotovitve kažejo, da je trenutna gibalna učinkovitost otrok zdrznila na najnižjo točko v zgodovini spremljanja. Delež podkožnega maščevja se je povečal pri skoraj 60% otrok, delež otrok z debelostjo pa se je tudi povečal skoraj za tretjino. In to je še posebej tako zelo pomembno, ker je dobra telesna pripravljenost dokazano povezana z učno uspešnostjo otrok. In ob dolgoročnem zaprtju šol lahko poleg povečane debelosti, ki seveda za sabo potegne tudi marsikatere dejavnike tveganja zdravja in tudi življenja, zmanjšana gibalna učinkovitost in vzdržljivost otrok, slabši rezultati na tem področju, lahko upravičeno pričakujemo padec učnih uspešnosti. In nenazadnje bi želela izpostaviti, da raziskave, ki so bile izvedene in na katerih UNICEF pravzaprav tudi sloni argumente, kažejo na podatke iz 191 držav, ki pravijo, da šole niso območje širše širitve okužbe in da tudi ni dosledne povezave med ponovnim odprtjem šol ter povečanim številom okužb s covidom. In zato je ključnega pomena, da se sprejmejo prizadevanja, kako ob varovanju zdravja strokovnega osebja najbolje zagotovimo varno vrnitev v šole za vse učence. In tukaj je potrebno izpostaviti, da nekatere države že vpeljujejo načrte, da med prednostne skupine za testiranje in cepljenje vključujejo tudi učitelje in vzgojitelje, kar si želimo tudi videti pravzaprav pri naših načrtih, pa vendar tega v Sloveniji še ni zaznano, da bi bili učitelji in vzgojitelji postavljeni v višjo prioritetno skupino. Tako da na podlagi vseh teh negativnih vplivov in slabšanja položaja si bomo še naprej prizadevali za čimprejšnjo varno vrnitev otrok nazaj v šole. Tukaj z moje strani. Alja, najlepša hvala. Danes je bil že večkrat izpostavljen pomen opolnomočenja otrok in mladih. Urška, in bi tebe prosila za kratko predstavitev, kako si Društvo za združene narode prizadeva delovanje sistema OZN približati mladim in tudi zakaj je pomembno mlade ozaveščati ter vključevati v globalne teme. Najprej se moramo zavedati tega, da če se nekaj zgodi na drugem koncu sveta, to ne pomeni na življenje pa delo pri nas v Sloveniji. In mi se trudimo tudi mladim otrokom, se pravi od osnovne šole naprej, to približati skozi izobraževalne delavnice predvsem. Se pravi, predstavimo jim na enostaven, poenostavljen način, kako OZN deluje. Se pravi, da so tudi recimo nekatere konvencije, ki jih torej OZN ali pa druge organizacije sprejemajo, pomembne za življenje tudi pri nas. Predstavimo jim človekove pravice, otrokove pravice in potem skozi primere se tudi lotimo kršitev teh pravic, zato da jih tudi oni znajo prepoznati, zaznati in potem recimo ustrezno ukrepati. Hkrati pa recimo pripravljamo delavnice na temo, torej smo rekli, globalnega učenja, od potrošnje do medkulturnega dialoga, enakosti spolov, tudi kulturne dediščine, ker seveda sodelujemo tudi s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in UNESCO pridruženimi šolami, ki te teme vključujejo v svoje izobraževalne programe. Tako da mladim res poskušamo na široko predstaviti različna področja, to pa zato, ker verjamemo, oziroma ne verjamemo, vemo, da so to mladi otroci, ki bodo nekoč sodelovali v procesih odločanja. In pomembno se nam zdi, da jim to približamo, da bodo njihove odločitve in torej sodelovanje v demokratičnih procesih lahko kakovostno, in da bodo znali tudi ravnati, postati aktivni državljani. Včeraj sem tudi bila na eni okrogli mizi na temo aktivnega državljanstva, kjer smo ugotovili, kako pomembno je, da že pri zelo majhnih podbujamo različne oblike delovanja. Tako da tudi to so teme, ki jih, bom rekla, mi pokrivamo. In veseli smo, da nas tudi šole povabijo in da so zainteresirane za to sodelovanje.
v zelo majhni meri tudi z odraslimi poskušamo sodelovati, ampak prvenstveno pa z mladimi, ne, kot sem rekla, so pač tisti, ki bodo nekoč odločali o našem svetu. Urška, hvala. Kot sem omenila na začetku, je namen današnjega dogodka spodbuditi izmenjavo, zato vas vabim k vprašanjem in komentarjem. Te lahko zastavite v klepetu oziroma chatu ali pa uporabite funkcijo dviga virtualne roke oziroma raise hand. Pri tem bi dodala, da nas bo profesorica Sancin v kratkem morala zapustiti, zato bi v bistvu predlagala, če ima kdo vprašanje zanjo, da se najprej zastavijo vprašanje. Ne, seveda so pa dobrodošla vprašanja vsem govorkam in govorcu ali pa morebitni komentarji. Zagotovo. Gospa Puhar, izvolite. Ja, hvala lepa za to možnost. Izkoriščam jo zaradi tega, ker bo Vasilka Sancin kmalu zapustila to. Jaz bi se ji pa rada v imenu starejše generacije prisrčno zahvalila, da je omenila to, da je prihajalo v tem času spomladi in tudi zdaj do velikega obsega kršenja človekovih pravic starejših. Najlepša hvala. In še to moram povedati, da se mi na naši zvezi izjemno prizadevamo, da bi skozi čas prišlo do konvencije Združenih narodov o zaščiti človekovih pravic starejših. Zaradi tega, ker je teh pojavov po svetu ogromno, vi te stvari bolj poznate, ker ste strokovnjaki kot mi, ki smo, kot jaz rečem, za vse. Ampak sta konvencija pravzaprav bo dala osnovo, da se bodo pravic starejših držali vsi, od države do vsakega posameznika, ker vemo, da je staromrzništvo strašno razraščeno in se še razrašča in mnoge politične opcije seveda to podpirajo, čemur se je težko boriti, ampak tako je. In mogoče za konec samo 3 stavke. Staranje se začne takoj po rojstvu, vseživljenjsko učenje se nikdar ne konča in človekove pravice se ne postarajo. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za to misel. Še morda kakšna misel? Ja, a smem mogoče povedati. Meni se gospa Polonca, najlepša hvala za tole komentar. Fantastičen. Ja, seveda, staramo se vsi od dneva z rojstvom vred, ampak jaz bi rad izpostavil, Slovenija je dala nek dober signal. Adriana, ti to poznaš, pa verjetno tudi nekateri izmed vas, imenuje se simbioza. Mogoče letos ni bila tako, kako bi rekel, na očeh javnosti, ampak je nek poskus pač povezovanja tistih aktivnih mladih z generacijo, ki je majčkeno plus, da bi povezala glede veščin ali pa znanosti, glede računalništva ali pa digitalizacije. In jaz mislim, da ta projekt, jaz vem, je bil dobro zasnovan, je dobro deloval do prejšnjega leta, sigurno letos res tudi sam nisem bil pač ozaveščen, kaj se je kaj dogajalo. Jaz upam, da to bo naprej delovalo in to tudi mi podpiramo kot UNESCO komisija in vsekakor se mi zdi to, ne vem, vredno. Celo moji lastni starši, moji osebni starši so se vključili v ta projekt, sta se naučila nekaj in sta malo povezana
pač s tem virtualnim svetu. Tako da jaz mislim, hvala vam gospa Jožica, za ta komentar in Vasilka bo to tudi potrdila, verjetno, če je še z nami, ampak dober je. Tako da, to je to. Vsekakor, Gašper, se strinjam in če lahko zaključim s to mislijo, da seveda vsi imamo pravico do izobraževanja in tudi pravico do izobraževanja o človekovih pravicah, kljub željam nekaterih vlad, da bi jo omejile. In mislim, da je tudi na tem področju pomemben prispevek civilne družbe, zato bi čestitala organizatorjem današnjega dogodka za to dodatno osveščanje nas, ki smo tu verjetno že precej osveščeni, ampak bomo morda okrepljeni z dodatnimi znanji in informacijami lahko še v okviru naših dejavnosti prispevali k temu, da bodo ljudje ne samo vedeli, da pravice imajo, ampak tudi kako jih lahko uveljavljajo. Naj pa še povem, da sem se izjemno zabavala, vmes, ko sem spremljala našo risbo, tako da čestitke tudi Lari Kastelic za odlično opravljeno delo in seveda še naprej uspešno razpravo. Jaz se žal moram zdaj posloviti, tako da hvala lepa za to priložnost. Srečno, nasvidenje. Najlepša hvala, profesorica Sancin, da ste se pridružili današnji razpravi. Pa bi morda ob tem trenutku to grafičen zapis današnjega dogodka je profesorica Sancin omenila, pa bi prosila Patricijo, da izpostavi risbo, oziroma grafični zapis, da si lahko vsi pogledamo današnji izdelek. Ob tem pa seveda možnost, oziroma razprava je še vedno odprta, če ima še kdo kak komentar, vprašanje, idejo, več kot dobrodošlo. Vkolikor vprašanj ni, bi jaz govorce povabila še k sklepnim mislim, preden zaključimo današnjo razpravo. Pa bi morda zdaj začela od zadaj in povabila Urško kratki sklepni misli ob zaključku današnjega dogodka. Ja, Adriana, hvala lepa. Hvala lepa tudi za povabilo in odlično sodelovanje pri organizaciji. Mislim, da smo se lahko veliko naučili o tem, kako pomembno je varovanje človekovih pravic, posebej v kontekstu izobraževanja, in je lahko to nekaj, kar nesemo danes seboj domov in potem se aktiviramo in sebe in vse ostale in nam nalaga tudi nevladnim organizacijam veliko dela za prihodnje. Tudi jaz rečem, mislim, ne bom preveč formalen, hvala vsem za sodelovanje, za povabilo, ampak jaz mislim, najbolj pomembno je, če govorimo o človekovih pravicah. Mislim, v današnjih časih upam, da bomo res spet enkrat na ulici ne govorimo o demonstracijah ali pa karkoli, ampak da se bomo lahko spet videvali, da si bomo lahko rekli dober dan z roko in si damo roko in sežemo v roko. Človekove pravice, ja, mislim, zato smo tu in zato živimo, tako da hvala za ta pogovor, upam, da se vidimo hvala spet in to je to. Hvala. Najlepša hvala. Alja, izvoli, predajam besedo še tebi. Hvala, bom zelo na kratko, ker se mi zdi, da sem danes že kar malo preveč govorila, ampak hvala pravzaprav organizatorjem za to okroglo mizo, za ta razmislek. Mislim, da je to zelo pomembno, še posebej v takih obdobjih velikih izzivov, da se spet majčkeno okrepimo z močjo, s spodbudo, z optimizmom, drugega podpremo, ker vemo, da je potrebno ne odnehati, čeprav včasih skoraj, da ti zmanjka energije za kaj več, ampak se mi zdi, da se na ta način krepita neka skupinska pripadnost in zavednost, zakaj je tako zelo pomembno, da delamo to, kar delamo. Tako da najlepša hvala.
Najlepša hvala. V uvodnem razmisleku je Živa Kavka Gobo povedala, da je namen globalnega učenja ozaveščanje, razumevanje in opolnomočenje. In vsekakor upamo, da je ta dogodek prispeval k temu, k ozaveščanju o človekovih pravicah in univerzalnosti človekovih pravic, k razumevanju teh in seveda tudi opolnomočenju pri tem, da udejanjamo človekove pravice. Iskrena hvala v imenu Društva za združene narode in platforme Sloga vsem govorcem in govorkam za vaša razmišljanja, za pestro razpravo in seveda vsem udeležencem in udeleženkam za sodelovanje na dogodku. Želimo vam prijeten konec leta, predvsem obilo zdravja in seveda lep dan še naprej.